Dober dan, dobro jutro, dobro večer. Ne vem, kdaj to poslušate, zagotovo pa je to Odbita dobita. Midve sva, Ana in Maruša. Ej, a je to odbita? 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 Ja, odbita dobita. Ful sem se naučil. Gužva kar hitrej mine. Pa gosti so pametni. Kul je. Smešni so. Lušni so. OMG, ta Facebook. Misliš meta? Regulacija je kul. GPT ali GPT? Če GPT? GIF ali GIF? Umetna inteligenca. Čisti buzzword. Sprememb so poslušalci zdaj že vajeni, bodo pa hitro ugotovili, da nekaj več prostora v Odbiti dobiva tudi popkultura. Ana Jurc, zato zelo dobrodošla v Odbiti ekipi. Živjo, mislim, hvala za vabilo, res. Kolegica z MMC-ja, v službenem in prostem času gledaš filme in serije in o njih odlično pišeš. Ana, kaj te je v zadnjem času najbolj navdušilo, pretreslo, skratka, pritegnilo tvojo pozornost? Mogoče ne bom izvirna zdaj v tem odgovoru, ampak zelo sem bila zdaj nekaj časa navlečena na serijo Severance, ki je najboljša HBO serija, ki je ne predvaja HBO. Torej, po dolgo časa primata HBO-ja je zdaj Apple dobil neko serijo, ki se ji reče tako imenovana water cooler serija, torej tiste vrste serija, ki se po vsaki novi epizodi se potem naslednji dan lahko v službi pogovarjaš, kaj je bilo, kaj to pomenilo, zakaj koze. Tako da zdaj ne vem, druga sezona je zaključena, letalo je v zraku, zdaj težko je reči, da je bil let uspešen, preden to letalo pristane, nisem prepričana, če ga bodo znali parkirati na koncu, ker je zelo veliko odprtih zgodbenih niti, ampak to je bila stvar, ki me je fascinirala, 10 tednov. Verjamem, da poslušalci vedo, o čem govoriš. Veliko bomo razpravljali o tistem, kar pogosto pritegne našo pozornost, ampak danes tema nekje drugje, seveda ne bova debatirali sami. Gregor Kocijančič je danes z nama. Gregor, dobrodošel. Zdravo. Glasbeni producent, tudi glasbeni kritik, praviš sicer, da v zadnjem času nekaj manj vsega s pridevnikom glasbeni, pa tudi novinar, ki ga zanimajo kulturne teme, popkulturne teme, umetnost. Kaj sem še pozabila? S čim se ukvarjaš? Zadnja leta tudi veliko o umetni inteligenci, naprimer, pišem, pa ne vem, nasploh o kakih družbenih fenomenih povezanih z internetom, družbenimi omrežji. Zato smo te našli, zato si tukaj. Hvala, da si prišel tako zgodaj. Mimogrede, poslušalci to dobijo še prej, ob 6 zjutraj. Me prav zanima, če je kdo, ki Odbito posluša že pred 7. Naj se nam javi, prosim. Skratka, aktualnih tem, ki se znajdejo v presečni množici med tehnologijo in popkulturo, je toliko, da se skoraj nismo mogli točno odločiti, kaj vse bi, pa bomo govorili o tem, kaj lahko umetna inteligenca popravi. Tehnologija v filmu seveda ni nič groznega ali grozno novega, ampak tokrat ne bomo o posebnih efektih ali kakšnih hudih premikih, še bolj bomo popravili film, popravili bomo igralce, z umetno inteligenco. Ana, o čem govorim, kateri primer sva izbrali? Izbrali sva kar pač nek primer, ki mislim, da je marsikomu trenutno znan, ker smo pač film Brutalist po zaslugi sezone nagrad, kar vsi videli. In meni je to idejo sprožila vprašanje enega novinarskega kolega iz časopisa Dnevnik, a je to stvar sporna ali ne. Mogoče, če sploh kontekstualiziramo, zakaj gre. Film Brutalist Bradyja Corbeja je neka zgodovinska epopeja, ni tiste vrste film, ki ga nujno povezujemo s posebnimi učinki. Jih pa uporablja tukaj umetna inteligenca predvsem v 2 glavnih vejah in ena je bila s to aplikacijo oziroma software, programsko opremo Respeecher, ki mu je koristila pri tem, da so polikali v narekovajih madžarske dialoge oziroma monologe, ki jih nasneto pripovedujeta oba glavna igralca, ki sta Felicity Jones in Adrian Brody. In se pravi, to sta igralca menda se učila cele mesece predtem z nekim inštruktorjem dialektov madžarščine, govorila madžarsko, ampak pač angleško govoreči ljudje določene vrste vokalov v madžarščini ne morejo speljati na popolnoma avtentičen v narekovajih način in da je na te vrste pač kozmetičen popravek to bil. Gregor, na kaj si najprej pomislil?
Je to poseganje v vlogo, v delo igralca, v umetnika ali pravilna odločitev, ker bo tehnologija madžarščino izpopolnila, tako bo film zaščiten tudi kritik, da madžarščina ne zveni dovolj dobro, dovolj pristno, ker točno to slednje namreč je izgovor v narekovajih režiserja. Rekel je, da je želel ustvariti tako popoln dialog v madžarščini, da niti domačini ne bi opazili razlike. Ja, če bi bila ta madžarščina okorna, bi to opazili izključno madžarski native speakerja. Meni se v tem primeru raba umetne inteligence sploh ne zdi problematična. Ja, po svojem nekako pozdravljam to odločitev, da je Brady Corbet in njegov Brady Bunch, da so v bistvu tak picajzlasti, da so izpopolnili naglase samo zato, da so ustregali madžarskemu delu občinstva, ki je razmeroma majhno. Naprimer, če to primerjamo z Emilijo Perez, kjer naj bi bila tudi španščina grozljivo okorna, jaz tega sicer ne slišim, ker špansko ne znam, ampak sem slišal iz vseh strani, da naj bi bila španščina obupna. Je tam vseeno občinstvo ful večje, pa se niso v bistvu trudili nikakor zakamuflirati te okornosti dialekta. Tako da se mi zdi nek tak perfekcionizem, kjer mu so stremeli, čudovanja vreden, ne zdi se mi sploh zares sporna raba tukaj umetne inteligence. Tudi v tem kontekstu, da se dostikrat govori, v bistvu, da je glavna nevarnost tukaj to, da to krade službe ljudem, roboti nam bojo kradeli službe in množična izguba delovnih mest in vse to. Ampak v tem primeru, če bi oni pustili madžarščino, kakršna je, bi v bistvu manj ljudi delali na projektu, kakor jih je zdaj so oni angažirali. Mislim, da nekih 7-8 ljudi, da so delali samo na tem, da so s pomočjo umetne inteligence izpopolnili to madžarščino, ki je tako v filmu zelo malo, če se prav spomnim, sam neka pisma berejo, ne vem, malo, par minutno mogoče. Imam lahko kontraargument? Ja. Da jaz mislim, da te modifikacije tukaj se nam ne zdijo sporne, na videz zato, ker so te vrste modifikacije, da so v bistvu prisotne v svoji odsotnosti. Ne? Gre za neke vrste odstranjevanje kakršnih koli napak in to ni te iste vrste modifikacije, kot bi bil dodatek neke eksplozije ali dodatne glave ali ničesar. Ampak tako da mislim, da se ne moramo pogovarjati toliko o tej naravi modifikacije, ampak samo o samem dejstvu, da ta modifikacija je torej na načelni ravni. Ali je prav, da je ali ni ne. In zdaj, meni se zdi sporno, ker je pač Brutalist se prezentira in hoče biti resen film. Upam, da slišite, da uporabljam veliko začetnico, resen film, kot nek ekstenzija avtorjeve, režiserjeve vizije umetniške, kot neka njegova celostna umetnina. In vsi elementi filma stremijo k temu, obenem pa obravnava igralce kot neko take vrste tehnično podporo, ki jo lahko pač z določenimi gumbi na aparaturi malo prilagodiš, zato da te ne zafrkava preveč. Torej niso deležni iste konsideracije kot režiser, po mojem mnenju. Gregor pravi, da ni nič spornega, večina je seveda zastrigla in skočila na te novice, zato je vprašanje, kje določiti mejo, kaj je sporno, kaj ni, kdaj nek CGI, torej računalniško generirana podoba je sprejemljiva, je dobrodošla, je napredek, kdaj je umetna inteligenca nesprejemljiva. Ker zdelo se je v medijih, da ustvarjalci filmov hodijo po tankem ledu, po drugi strani pa, da seveda ta tehnologija v filmih ni nič novega. Smo torej samo s popularizacijo umetne inteligence bolj papeški od papeža ali pa toliko pozornosti temu posvečamo samo zato, ker gre seveda za odmevne filme, za filme s številnimi nominacijami, nagradami, Oskarji. To je odvisno od primera do primera, to je zelo tak... nisem zares nič odgovoril, ampak je, ne vem, rečemo, če se vrnem k Brutalistu, pred kratkim sem poslušal podcast, kjer je ta Simon Mayo Corbeja vprašal, pač, če se mu zdi uporaba umetne inteligence v filmu nekaj vznemirljivega ali nekaj, česar bi se morali bati.
In se mi zdi, da je Corbet dober, sicer mogoče nekako diplomatsko odgovoril, ampak mislim, da še kar on point, da pač če z njo ravnamo etično, da je lahko to fantastična tehnologija, da če pa z njo ravnamo neetično, je to lahko katastrofalno, ali nekaj v tem smislu. Sej ni zares odgovoril na dilemo, ampak je nakazal na to, da v bistvu da je spornost oziroma korektnost uporabe teh orodij, da se res razlikuje od primera do primera. Zdaj, če ostanem pri Brutalistu, kakor sem rekel, se mi zdi ta korekcija madžarščine neproblematična, ampak so pa uporabljali pri istem filmu umetno inteligenco tudi za druge zadeve. Naprimer, v tem epilogu, ki je po mojem mnenju sicer popolnoma odvečen, ampak v tem epilogu na Beneškem bienalu v 80-ih kažejo njegov opus. Neke skice in renderje in fotke nekih njegovih stavb. In pri tem so naprimer pa uporabljali Midjourney, sicer se pravi Midjourney je ta nek slikarski robot, kjer daš ti prompt in ti on ustvari podobo. Prompt se pravi besedni ukaz. Ampak niso pol na koncu dejansko v filmu uporabljali teh podob, ampak so jih uporabljali samo za inspiracijo, na podlagi katerih so potem dejansko ljudje narisali, ustvarjali te podobe. Se pravi, spet ni tega problema, da bi to komorkoli ukradli službo, Ampak vseeno, rečemo, to vrstna raba, v primeru, da oni tega ne bi dali prerisati, bi se mi zdela dosti bolj sporna. Tudi rečemo v filmih, podobne stvari so se naprimer pri promociji filma Državljanska vojna od Alexa Garlanda, so v bistvu vsi, je A24 dal celotno to pač promocijsko gradivo, te plakate, je bilo narejeno z umetno inteligenco in to je bilo zelo očitno, da je v bistvu bil sam plod nekih enostavnih promptov, ker se je videl čisto po estetiki, po neke proporcije niso štimale, bila je res zelo ta tako imenovana AI slop estetika, se pravi nek ta digitalni balast, ki preplavlja internet. Tisto se mi je zdelo, naprimer, dosti bolj problematično. Ali pa naprimer tudi Late Night with the Devil je bila neka grozljivka lanska, kjer so tudi uporabili umetno inteligenco za neke grafike vmes. Pa je tisto mogoče spet bilo malo bolj problematično, ker ne vem, je dejansko bilo videti tako, da je res mašina nekaj ustvarila, da ni bil zares nek plod človeške domišljije in človeške ustvarjalnosti, ampak da je bila samo neka malo bolj lena bližnica. Tako da taki primeri ampak hecen se mi zdi v bistvu, da v problematiki umetne inteligence v filmih zdaj razglabljamo v takih filmih, kakor so The Brutalist, naprimer, ker se mi vseeno ne deluje kot nek film, ki je prišel ven iz tovarne. Mislim, tako se mi zdi vseeno zelo očitno plod neke človeške ustvarjalnosti, se mi zdi pač drzen, tako radikalen, fresh. In se pogovarjamo o tem, kakor da je v kontekstu umetne inteligence problematičen film, ker so bili v bistvu ustvarjalci odkriti okrog tega, da so umetno inteligenco uporabili že v kredicih na koncu, naprimer logotip te ukrajinske firme, ki je delala ki je popravljala te naglase. Montažer je v intervjuju razlagal o tem, scenografinja je razlagala v intervjuju o tem, kako so Midjourney uporabljali za te skice. Mislim, je bilo popolnoma transparentno, medtem ko je po mojem ogromno se uporablja v Hollywoodu AI, pa nam tega ne povejo. Ampak zdaj, če prav razumem, če bi jaz rekla eno besedo in bi me umetna inteligenca popravila, bi mi zamenjali samo samoglasnik ali določeno črko. Tako nekako je to bilo videti. V tem smislu. Ja. Ampak jaz recimo bi mogoče se navezala na tvoje besede, da nekako praviš, da pri takem umetniškem filmu, ki je pač avtorsko delo, je manj smiselno govoriti o neki tej minimalni uporabi umetne inteligence. Jaz pa mislim nasprotno, da glih tukaj pridejo bolj do izraza ti osnovni problemi umetne inteligence, ker pač jaz mislim, da ne smemo delati razlike med tem, ali je narejen dober ali ni dober, ker je samo vprašanje časa, ko bo vse narejeno zelo dobro. Pač vsi se spomnimo prvih slik papeža v bundici, ti smo razumeli, da je slabo. Ampak zdaj smo prišli že to generacij naprej in tudi slike za Državljansko vojno, plakati
so ljudje postali pozorni, ker so bili očitno slabi, ne? In potem se je pač izkazalo, kaj je njihova geneza, kakšna je bila zgodba. Ne? Ampak jaz mislim, da je za prvim vogalom, ali smo pa že tam, da pač tega ne bomo sposobni videti z golim očesom in zato se je po moje treba. In ravno recimo pri Brutalistu, torej so uporabljali neke vrste renderje, zato da so si pomagali zamisliti opus Laszla Totta. Ampak ravno osnovna premisa in teza filma je, da je njegova umetniško delo sad ali pa nekako posledica velike življenjske travme in muk in celega njegovega osebne poti, ki je šla čez holokaust, čez travmo, te emigracijske izkušnje in potem zlorabe, ki jo je doživel, in je to njegov krik bolečine, sicer je vprašljivo, ker je pač postavil cerkev po vzoru taboriščne celice, to je zanimivo. Skratka, in da torej... Ja. Medtem ko po definiciji pa umetna inteligenca naredi prerez, povprečje, torej vzame podatke vsega znanega, kar pač vemo o neke vrste, o neke šoli arhitekture in naredi neko srednjo verzijo tega. To je v direktnem kontrastu s tem, kar naj bi ta umetnik hotel povedati, torej unikatnost. Tako da pač jaz tukaj vidim ironijo, čeprav jo ne vidim z očesom, seveda, ko vidim tiste skice, ničesar sumljivega ne vidim, ampak gre za načelno upor s strojem. Super, sem se zdaj znašla tukaj na sredini med vama, ker se z obema strinjam, ampak ne vem, na katero stran bi bolj stopila. No? Ana, ti potem praviš, da popolnost ne more biti bolj avtentična od avtentičnosti. Lahko tukaj rečemo, avtentičnost pomeni popolna madžarščina, seveda. Ampak vsem treba je vedeti, film je fikcija. Laszlo Toth je izmišljena oseba. Kaj je torej avtentičen njegov govor? Zdaj pač seveda tukaj vemo, da so njegov lik naredili po liku arhitekta Marcela Breuerja, ampak to je pa problematično iz drugih razlogov, ker so pač vzeli njegovo življenjsko zgodbo pa dodali revščino in mizerijo, kar je tudi vprašljivo, ne, etično. Ampak v glavnem, jaz mislim, da film je fikcija in je umetnost in mora imeti to svobodo, da je neavtentična, karkoli to pomeni. In da pač ta izreka, ki je popolnoma zlikana, ustvarja neko plastično prevleko lažno. Ne vem, če sem mogoče preveč odjadrala. Ne, prej je že omenil Gregor, pa bom samo povzela, se pravi, govorimo o Brutalistu, izjemno odmevnem tako filmu kot primeru uporabe umetne inteligence. Še eden pa je tudi odmeval v imenu popolnosti. S pomočjo umetne inteligence so namreč izpopolnili pevski glas glavne igralke v filmu Emilia Perez. Tonski mojster je rekel, da je bilo treba razširiti vokalni razpon glavne igralke, zato je produkcija uporabila ta isti, čeprav razumem, rispičar za mešanje njenega petja s petjem francoske pop pevke Camille, ki je soustvarila glasbo za ta isti film. Gregor, kako ti odgovarjaš Ani, kako je popolnost lahko bolj avtentična od avtentičnosti? Dajmo se do konca skregati, ne hecam se. A veš, naprimer, že nekaj se uveljavne čist standardne filmske tehnike, ne vem, dodatne luči, non-diegetic glasba, so lahko v očeh nekih filmarjev, neki vrste manipulacija, ki bo naredila to umetniško delo neavtentično, ne. Ki pač bo nekaj, ki bo filmu vzel pač to pristnost, ne vem, Haneke ne bo uporabil glasbe, ki je nekdo v filmu ne igra, ali pa da gre to v take ekstreme, kot ne vem, filmari, ki so delali po pravilih Manifesta Dogme 95, naprimer, kjer niso smeli uporabiti niti stativa, ne, ker ne bi to bil zdaj nek pač poseg v pristnost tega umetniškega dela, tako da to se mi zdi čist, mislim, odvisno od tega, kakšen purist je zdaj in gledalci in režisera, ne, jaz načeloma nisem proti kozmetičnim popravkom, če zdaj ne zmotijo, naprimer, ne vem, okay, to, kar so delali pri Emilii Perez, lahko bi primerjali z autotunom, ne, ki je pač neko orodje, s katerim lahko malo popravimo fušanje, ne. In to je mogoče v kontekstih kakih, ne vem, musicalov, kjer ne bi bilo petje naturalistično oziroma tako, da mislim, lahko zmoti, ne, ker je kar naenkrat ima nek robotski sound to petje, ne vem.
Mogoče še hujši primeri, ki se jih spomnim, ne vem, nedavni ta Joaquin Phoenix v novem Jokerju. Ima film dosti več drugih problemov, ki so mogoče hujši od tega, da pač slišiš vmes, kako mu avtotune malo izmaliči glas, ne. Ampak ne vem, na teh primerih, ne vem, se mi zdi v bistvu fail že v same zasnove, da bi enostavno za muzikle mogoče lahko ljudje castali igralce, ki znajo pet za začetek, ali kaj, če bi se hotel temu ogniti. Ampak bi pa bilo iz moje strani totalno hinavsko, da bi jaz zdaj kakorkoli nasprotoval avtotunu, zaradi tega, ker poslušam ogromno muzike, kjer pevci in pevke izlivajo srce s pomočjo avtotuna in to da prav neko svojevrstno edinstveno estetiko. Tudi sam se kdaj rad igram z avtotunom in pojem s pomočjo avtotuna in mi je to fajn, ampak se, kakor pravim, v nekih kontekstih pa to jasno zmota, ne. Še drug primer, ki se ga spomnim zadnjih let, je na primer ta grozljiv remake Aladina od Guya Ritchija, kjer Will Smith igra, tudi repat ne zna najbolj, ampak pet počitno še slabš, ker tiste je bilo res obupen in si slišal, no, prav točke, kjer so z avtotunom popravljali njegovo fušanje, tako da spet imam tak zelo velik odgovor, da je odvisno od primera do primera, no. Jaz se definitivno lahko s tabo strinjam, da večina teh filmov, ki jih omenjava, je imela resnejše probleme. Ne? Tudi Emilia Perez, pač zdaj res ne vem, če je vokalni razpon Karla Sofije Gascon pač glavni problem tega filma. Jaz mislim, da ni, ne? Da bi lahko mogoče malo denarja vložili, da bi bila kakšna v redu koreografija ali pa mogoče dobra pesem ali pa pač pevko imajo v filmu Selena Gomez, pa ji ne dajo nič praktično za pet. No, kakorkoli, ampak jaz bi se samo mogoče spotaknila v to, ne? Če je glas res samo kozmetični popravek. Ne? Kozmetični popravek je mogoče polikati kakšno gubo, ampak glas je pa verjetno, po mojem, posega že v vsebino vloge. Predstavljaj si največje igralce v zgodovini, ki radi razpredajo o svoji metodi. Razne Marlone Brande, oziroma če hočete sodobno referenco Jeremy Strong iz Successiona, ki je v vsakem intervjuju 5 let razlagal, kako gre on noter v vlogo in kako je šel sem neživce. To so ostali razlagali, ne. Torej, je del tega, kako nam oni kažejo svojo sposobnost in svojo moč, je to, kaj so sposobni narediti. In pač jaz želim si verjeti, da so to pač oni sami naredili. For better or worse, ne. Plus ne bi si želela iz filma, nasplošno iz filmske umetnosti, izgubiti lepote slabih naglasov, ne. Jaz se rada zanesem na to, da ko vidim Russella Crowe, kamorkoli bo prikorakal, bo zvenel kot Russell Crowe Avstralc, a je to rimski amfiteater, a je to Nottinghamski gost, on je pač Avstralc. In pač jaz to cenim. Čeprav je bil v Robin Hoodu on zelo ponosen na ti svoj kvazi britanski naglas, čeprav ga niti strofno. Ja. In trenutno se vsi cele tedne zafrkavamo s tem, da govorimo Piper, no, tsunami. Torej, vsi gledamo Beli lotus, veliko cirkusa je bilo na spletu, ali je Parker Posey, ki naj bi igrala neko južnaško damo, a je popolnoma sfalila svoj karikirani naglas. Menda berem, da ne, da to je nek zelo specifični naglas iz Severne Karoline, ki pač samo ni tak, kot smo mi navajeni južnaškega Howdy Partner naglasa iz filmov. Ne. Skratka, to da zelo veliko vlogi, ne. Tako da. Dokler ne bomo zvedeli, da so jo popravljali. Ne hecam se, ampak... Zelo prikladno se je par dni nazaj, ko smo se mi dogovorili za tale podcast, javil veliki David Cronenberg v kontekstu Brutalista. Se je malo postavil v bran Adrianu Brodyju, češ da pač, da je ta kontroverznost AI in vse to, da je še en teh tako imenovanih smear campaigns, torej nekih kampanj, s katerimi probajo tekmeci oskarjevski očrniti druge tekmece. Mogoče zdaj to neka Cronenbergova teorija zarote, ampak vsem vemo, da so te kampanje dosti klasika v tem pred-oskarjevskem obdobju. Ne? Moj strateg je bil Harvey Weinstein, kar je Cronenberg tudi omenil. Ampak meni se zdaj bolj zanimivo to, da je on v bistvu povedal, da filmarji že ves čas posegajo v glasove igralcev, da to absolutno ni nič novega. Da je na primeru Brutalista v bistvu to dvignil toliko prahu samo zato, ker je v igri umetna inteligenca. Ne. S tem, da je umetna inteligenca tukaj lahko dosti nek prazen označevalec, to je nek buzzword, nek marketinški izraz, lahko tudi. Ne. In v bistvu je dosti enih orodij, ki se uporabi že dolgo, zdaj podjetja na njih limajo ta label umetne inteligence. Ne. V bistvu en kritika mu sledi me izpostavil, Brutalist je govoril, ampak on je izpostavil, da naprimer, ko so
v Gospodarju prstanov s pomočjo računalnikov takrat množili vojščake v teh velikih armadah, a ne, je bilo to čisto sprejemljivo, mogoče celo prelomno in tisto je bilo ok, ampak danes bi temu skoraj zihar rekel umetna inteligenca in ljudje bi se začeli pač množično peniti, da umetna inteligenca krade delo statistom, naprimer, ne. Od momenta, ko je prišel ChatGPT, jemljemo vse skupaj malo preresno, se mi zdi preveč usodno in to gre v obe skrajnosti. Ali v bistvu, da navdušenci v to tehnologijo polagajo prevelike upe, nasprotniki po drugi strani so preveč ostri, premalo informirani, matra jih neka neutemeljena preganjavica in vse mečejo v isti koš in to je bilo zelo očitno na primeru tega pogroma nad brutalistom, ker to je bil pravi revolt. No? Ljudje so pisali totalno razjarjene komentarje, češ da je to AI performance, da bi morali množično bojkotirati film, da se Adrian Brody sploh ne bi smel potegovati za Oscarja, potem, ko ga je dobil, da bi mu ga morali odvzeti in podobno. Kar ne vem, če že bi mu ga moralo vzeti zaradi tega dosadnega govora ob sprejemu nagrade. Vseeno mogoče vidimo v tem revoltu na primeru Brutalista neko svetlo točko, no, da ljudje, mislim, da niso pripravljeni zdaj množično konzumirati neke umetnosti, ki ustvarja umetna inteligenca, dejansko niso zainteresirani, no, za to, da ljudi ne zanima art, ki ga ni ustvaril človek. Zdaj imamo še izbiro. Jaz sem v tem, mislim, ne vem, če se to spodob na tehnološkem podcastu priznati, ampak jaz sem med temi tehnofobi, ki mislim, da smo pač v nekem času prehoda, ker se mogoče pač nimamo še dovolj široke slike, da bi razumeli, zakaj se zdaj postavljajo smernice, ki pač grejo v zelo negativno smer, ne? In pač ja, seveda se lahko strinjam z Gregorjem, da te določene močne reakcije na Brutalista so bile del kampanje blatenja, ker to je stvar, ki faktualno obstaja proti vsakemu filmu, ne. Čeprav mislim, da pod črto, da Brutalistu ni Oscarja odnesla pač raba ali ne raba umetna inteligenca, ampak preprosto to, da je film dolg 3 ure in pol in se ukvarja z resno temo in iskreno, kdo bo to gledal z perspektive akademije. Nažalost, no. Ja, jaz pa bom še enkrat povedala, da sem na meji, ne, ko priznavaš, da si lahko tehnoskeptična tukaj, zato ker se mi pa zdi, da tehnologije napredka tudi v popkulturi, v filmski industriji ne bomo ustavili, tudi taki primeri ali taki spletni revolti seveda stvari ne bodo spremenili, tehnologija se bo samo še razvijala in človek jo bo samo še bolj uporabljal, ampak je verjetno čudežna beseda od bite do bita lahko potem rešitev neka regulacija ali to, da na glas povemo, kar se je v teh primerih zgodilo, kot smo že omenili, v številnih primerih se pa ne zgodi. Ali potem moramo začeti označevati stvari, jasno dati vedeti, kateri samoglasnik v madžarski besedi je spremenil računalnik ali ga ni, ker provociram, ampak če iščemo neko mejo, zakaj bi popravili samo na glas, zakaj ne bi popravili še intonacije ali pa ritma govora, glede na neko sceno, ko potrebujemo nekaj drugačnega, nekih čustev v govoru, skratka, vse, kar naredi človek, lahko izpopolnimo in do neke popolnosti pripeljemo z umetno inteligenco in seveda je vprašanje, kdaj potem ta beseda, ta govor, to čustvo postane ponaredek, kdaj so kršene avtorske pravice. Kako se bomo o tem pogovarjali? Jaz predvidevam, da se bomo, ker bo teh primerov vedno več. V medijih, na spletu so primeri vedno bolj izpostavljeni. Meni se zdi zelo fajn, da je označen, da je transparentno, kot je bilo na primer na primeru Brutalista. Naprimer VFX artisti ne bojo riskirali v bistvu generirati nekih podob na te običajne načine, kakor je Midjourney, ki lahko hitro v bistvu pride v neko krajo avtorskih pravic, ker je pogoltnil dela od drugih umetnikov brez pač privoljenja, brez da bi sploh pač vprašali, brez da bi imeli te pravice in potem iz tistega v bistvu naredi ven, izpljune neko laž. V filmu se ljudje, če sem prav razumel, bojijo tega, ker so v bistvu lahko to na koncu pač velike tožbe in veliki stroški za njih. Tako da v bistvu te modele načeloma trenirajo na nekih stvareh, ki so jih sami naredili. Ne. Je to v bistvu v tem primeru sam neko
orodje, ki njim pomeni neko bližnjico. Ampak ta bližnjica, ker umetna inteligenca uporabljena kot orodje, ne zdaj samo kot neka lena bližnjica, pa stroj za neko masovno produkcijo tega AI slopa, ki sem ga prej omenil, se pravi nekega tega cenenega AI-generated balasta. To ni tako leno delo, kot naprimer, da nek srednješol ChatGPT-ju da prompt, naj mu napiše esej in ga copy-paste in da profesorju. So v bistvu to zelo kompleksni procesi, ki zahtevajo veliko dela, veliko veščin upravljalcev teh sistemov. Nastajajo tudi super stvari z umetno inteligenco, ne nastaja samo slop. Ne vem, meni že genialne videospote sem videl. Zdaj, bed mi je omenjati Kanyeja Westa, tako da bi Voldemorta, ampak je mogoče bi malo bil ta he who must not be named, ampak on je imel, ko je izdajal te Vultures album, odlične spote narejene z umetno inteligenco, ki je neka čist svojvrstna, zelo edinstvena estetika, ki je zelo značilna prav za te programe in se mi zdi, da lahko fantastične stvari s tem nastajajo in to res ni tako enostavno, tudi če je ustvarjeno s pomočjo teh programov, vse en plod človeške domišljije, človeške ustvarjalnosti, terja veliko veščin. Všeč mi je, da lahko ustvarimo neko tako pro et kontra argument, jaz ne bi rada namerno provocirala, ampak pač moje mnenje je, da umetna inteligenca pač ni isto kot računalniške grafike, kot CGI, da ni isto, čeprav seveda zgodovina filma je zgodovina napredka tehnologije. Ne? Vedno je pač filmska umetnost inkorporirala neko spremembo, ampak jaz mislim, da je tukaj neka meja, ki mora biti etična in moralna, zato ker mislim, da je pristajanje na umetno inteligenco, ki ni. Treba je pač ločiti, kaj so seveda. Ne? Umetna inteligenca je, s tem govorimo o generativni umetni inteligenci, torej te, ki ustvarja nove vsebine. In to počne samo in izključno na podlagi že obstoječih materialov, torej že na osnovi naše kolektivne ustvarjalnosti znanja. Torej pristajamo na to, da je kultura že ustvarila, kar je bila sposobna ustvarjati in zdaj samo še pač recikliramo to in torej ni več novega terena za odkrijanje. To meni pomeni umetna inteligenca. In pač mi je to pristanek na vizijo sveta pač Silicijeve doline. To je zame pač glas za kretene. Ampak mogoče spet napačno stališče za tehnološki podcast. Ana, ne me plis narobe razumeti. Jaz nočem braniti umetne inteligence. Kregam samo za hobi. Da ne bo narobe izpadel. Res, jaz sem eden največjih AI skeptikov, ki jih poznam. Ampak res tako nisem. Mogoče je zdaj tako deloval, kot da jaz zdaj to tehnologijo branim, ker smo se pogovarjali pač o primeru Brutalista, kjer jo bom branil še naprej. Ampak na to, kar si na zadnje v bistvu rekel, jaz se s tem popolnoma strinjam, ampak v bistvu ena lepa misel pri tem se mi zdi, da če je AI v bistvu v hipu in po tekočem traku sposoben ustvarjati neke podpovprečne oziroma v najboljšem primeru povprečne izdelke, se mi zdi, da to človeka še dodatno spodbudi, da bo se potrudil ustvariti nekaj nadpovprečnega. Da bo mogoče ta poplava povprečnosti, ki jo proizvaja umetna inteligenca, nek katalizator za več presežkov, za več vrhunske umetnosti, ki jo ustvarja človek. Da v bistvu, če je to ta mediocrity, ki ga on dela, da je to zdaj standard, cool, naj bo, se človek ne da več s tem ukvarja, če lahko da računalniku za napisati nek generičen scenarij ali pa za ustvariti neke generične grafike. Ne? Ja, to je definitivno najbolj optimistična interpretacija scenarija. Pa tudi, zato sem mogoče toliko branil v kontekstu Brutalista, ker se mi res zdi, da bojo in da mogoče že AI in te algoritmi bolj radikalno posegali v neke filme, ki se že desetletja zdijo, da so factory made, da so prišli iz tovarne od Marvel filmov od Endgame naprej do, ne vem, 6. Ježek Sonic sequela do nekih generičnih akcijskih blockbusterjev z Dwayne The Rock Johnsonom in Ryanom Reynoldsom, ker jaz ne vem, čeprav se te zadeve dogajajo v zadju in so ti procesi čisto netransparentni, jaz bi dal roko v ogenj, da je nek algoritem določil, da bo
Chris Pratt posodil glas za Marija in za Garfielda, ker je algoritem zračunal, da bo to ustvarjal veliko dobička. Jaz bi to v roko v ogenj, da je algoritem določil, da bo zdaj v Minecraft filmu, ki pride naslednji teden, da bo ta igrala Jack Black in Jason Momoa, ker bo to ustvarjal veliko dobička. Jaz mislim, da algoritmi veliko teh odločitev sprejemajo, ne zdaj samo ustvarjalnih, ampak teh nekih executive odločitev, ki se dogajajo zadnji več 100 milijonskih blockbusterjev. Zdaj razmišljam o tem, da bi bilo smiselno se zdaj to zapisati, pa nastaviti opomnike in debato zelo podobno. Ja, hvala. Debato pač ne na tem primeru, ampak v tem stilu ponoviti čez 3 leta, 5, 10, 15. Če se bomo pogovarjali o istih stvareh ali si premislili glede česa, kar smo rekli. Vsekakor bi, imam občutek, no, ko vaju gledam, lahko nadaljevali v neskončnost, sam nas je ura pregnala iz studija počasi. Ja, ne, mogoče zaključek narediti v vsej točki, kakršen koli. Ja, pač odgovor je verjetno regulacija, ampak ne vem, če se da regulacijo pisati tako hitro, kot tehnologija napreduje. Gregor Kocijančič je bil gost v Odbiti dobite. Gregor, jaz upam, da še kdaj, no, se smo se ravno kar zmenili, da bomo debato ponovili, pa tudi še preden smo se spoznali, smo že našli novo temo, tako da verjetno nimaš zdaj izgovora, da rečeš ne. Ja, gremo čez vseh 5 točk, ki jih je Ana zastavila. Ok, ne, mogoče čez 4, ampak ja. Ana, hvala tudi tebi, prideš še kdaj? Mislim, če je odprto vabilo, ja, seveda. Daj, prosim, no. Odbite dobite je v vseh aplikacijah za podcaste, tudi tiste z Anžetom, pa s Katjo in številnimi res hudimi gosti. Hvala za pozornost, za ideje, kritike ali kar tako zaživja smo dosegljivi tudi na odbita@rtvslo.si. To je to, do naslednjič. Čau, hvala vam. Čau, hvala.